Živijo, lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Po desnem pasu. Tole je zadnja epizoda, preden gremo mi malo na počitnice, tako da bo malo taka bolj sproščena in bova s kolegico Gajo danes pokomentirale 5 najboljših momentov tega leta. Živa, Gaja. Živa. Če začneva kar na začetku, torej sva rekla, da bova začela, da je bil 5. najboljši moment naš podcast, potujoči podcast, začetek kampanje. Mi smo v bistvu to idejo razvili in potem smo v bistvu kar tako ene par kritik dobili v smislu, a boste vi to sploh lahko 88 krajev, a boste to zmogli in na koncu je uspelo. Ja, jaz se spomnim tega, mislim, da smo imeli takrat eno sejo v Ljubljani, ko je Karina nas PR girli dala na kup, pa rekla, ja, imamo eno idejo in sicer, da bomo šli s temu podcastu s kombiju. Jaz sem bila takrat presenečena, sem ok, ampak a bomo to lahko naredili, prvo, drugo, a nas bo dovolj za to, a ne, ker da smo skozi eno in iste osebe na terenu, bi bilo preveč in pol se mi zdi, da kakor se je to začelo delati, če dalje več ljudi se nam je pridruževalo, kakor novih članov, tudi tistih članov, ko so že bili, da jih je to potegnilo noter, da so se hoteli z nami družiti in iti z nami na teren. Tako da na koncu smo se z avti vozili skupaj po teh okrajih, pa pač bili, a lahko grem jaz tudi zraven, ne? Ful je bil vzdušje. Ja. Ta prava vzdušje je bilo, energija, vneta in tudi pa samo na terenu, a veš, tisto delo skupno. Ful smo se povedali, se mi zdi, da se pa tudi to še zdaj opazi, pa da so se obdržale te vezi. Ne vem, če se spomniš, ampak takrat, ko smo začenjali in pol smo v bistvu najeli kombi in smo rabili ga polepati in to in so bile ful zamude in so bili vsi živčni, a bo to uspelo. In pol se spomnim, da je bila takrat še tisto nujno, moramo dati predsednika Janeza Janša na zadnjo stran, ampak mislim, da je bil to genijalen move. To je bil genijalen move, ker so nas vsi prepoznali, so nam piskali, plozali na cesti, ko smo se vozili ven iz avta, omahali. Ja, vse verjetno, da so bili kdaj kakšni grdi pogledi, smo pomahali tudi mi ven, pa je bilo to. Ampak ja, se spomnim tega tudi, da smo z enim tednom zamujali in bila cela panika, ker takrat mislim, da bi jaz mogla biti isto na terenu zraven, pa smo pa šli sam na predstavitev kandidatov, kam pa točno, pa ne vem, nekam na Dolenjsko menda. Ja. Drugač pa, a imaš mogoče, ti si bila ful veliko na terenu, a se mogoče spomniš kakšnih specifičnih momentov, ko so ti bili tako, ne vem, res dobri? Pa ne vem, mogoče to, ko smo šli med ljudi, pa so nas povabljali k sebi domov, da smo spoznali njihove družine, so se ti predstavljali, kot da si ne vem kdo. Pač ful so bili ljudje navdušeni in so ti res ponujali vse. Pa ne zdaj, da mi je to všeč, da ti ponudi, ampak v smislu pač, da te toliko fejs podpirajo, a ne pa da pač imaš res za sabo neko množico, ki te podpira, a ne. Mislim, je to bilo najboljš. Pa tudi, zadnji dan, se vem, da bomo še o tem tudi govorile, verjetno da, ampak zadnji dan, ko smo bili pri vas na Gorenjskem, koliko lepi konci. Mislim, tam pri vas mi je bilo top. Ja, ne samo, da smo hodili med ljudi in da smo pač se družili z našimi šalšanjevali, tudi videli smo veliko koncev Slovenije, ne vem, šli tudi v kraje, kjer je mogoče, ne vem, težje dostopna cesta, da smo se mogli dolg voziti, so bili zastoji na cestah, ampak pač mi smo vsem šli, a ne med ljudi. Pa ljudi, veš, mislim, ljudje, ki so nas tam pričakali, ki so vedeli, da prihajamo in pa z raznim hormonkam, pa ne vem, ko so prenesli svoje pecivo, pa mislim, se vem, da to ni ključ, ampak tisto, da so se želeli podružiti z nami, polno nekih novih članov, da smo pridobili k nam, pa tudi pogovori, ki ti dajo, da dejte naprej, da pač vidiš, da imaš podporo, da nisi na napačni strani. Pa tudi meni ena tako boljših stvari je bila, da smo zastave delili, ne vem, tako simbolno, kaj to predstavlja, da ti v bistvu človeku namesto, da mu daš, ne vem, dobro, smo imeli tudi šalčke, nalepke, pač ta promo material, ampak da daš človeku slovensko zastavo, da jo ima doma, da jo lahko izobesi ali pa karkoli z njo naredi, ne. Ko smo bili v centru, to mislim, da je že bila potrjena ta koalicija zdaj, smo vem, da enim puncim dali v centru slovenske zastave, se spomniš, si bila morda? Ko so si potem slovenske zastave okoli sebe dale, pa pač tek ponosen nosile, jih imele gor na sebi. Vsi so bile malo mlajše, 17 let, ampak meni se zdi, da je to tak ključ, da se ozaveščamo, pa da imamo neko ljubezen do domovine, a ne pa da jo pač smo ponosni na njo. Tako da zato je pomembno, da smo imeli,
Smo pa tudi učlanili ogromno novih članov. Tako je. Tako da smo si za 4. najboljši moment zbrali en specifičen sprejem novih članov in sicer v Celju. To je bil zadnji sprejem pred volitvami, pred volilno nedeljo. Ja. In ta sprejem je tudi v bistvu pač predlagala, da ga omenim ta naša kolegica Alenka, ko v bistvu vse to ureja in je rekla, da se je tudi njej, ki je že na nešteto teh sprejemih bila, da je bil ta najbolj všeč, predvsem zato, ker je prišlo 500 ljudi. Ja, mislim, jaz sem bila tam in je bilo res ogromno ljudi. Sicer je to tako res odprt prostor, ampak ti, ko si bil tam, pa tisti oder in ljudem ploskali, je bilo res ogromno ljudi in tudi ogromno spet nekih mladih, ki so se sproti, veš, se ustavili in gledali in se pol še včlanili. Ampak mesija, to je pol bilo že na koncu nek tak trend, da so komi čakali ljudje iz tiste okolice, da pridemo tja in nas tako z dobrodošlico prečakali. Če tako, ne vem, pogledamo sprejemi novih članov, ne vem, 10 let nazaj ali pa par let nazaj, ko so bili tukaj na stranki in je prišlo, ne vem, 10, 20 ljudi. Zdaj pa imamo mi sprejeme, ko v bistvu ne vemo več, kam naj sploh gremo, da bi lahko pač vsi prišli, vsi sedeli, vsi imeli neko pogostitev na koncu, ne. Mislim, glih v tem je fora, ne, da so skozi te stranke učitelj, da ima samo starejše člane, zdaj pa se to res okolo obrača, pa se tudi vidi pol zdaj na teh novih sprejemih, mogoče, da smo malo tako kolo zagnali, da se pa pele, pa pač sam, ker če tudi zdaj, ne, imamo sprejeme vsak mesec in jih je ogromen. Ja. Mislim, da so zdaj kar mesečno ali pa še celo 2-krat na mesec. Tudi recimo zdaj v bistvu je bil zadnji v Eko-rezortu v Kamniku, je v bistvu bila zahvala članom, ki so pomagali med kampanjo in pač sprejem novih članov in meni se zdi, da je bilo res ogromno ljudi. No, to mene ni bilo, ampak sem videla po slikah, videih, sem malo bila zavidala tistim, ko so bili tam. Sej tudi, ne, v bistvu te sprejemi, se mi zdi, da naši člani se res čutijo. Ne vem, marsikomu je težko pristopiti, marsikdo se tudi želi, ne, ampak je težko pristopiti in potem, ko si, ne vem, povabljen na neko tako stvar, se čutiš, da si res del neke skupnosti in se mogoče tudi dobiš neko motivacijo, da boš naprej aktiven in... Pač ja, meni se zdi, da je zdaj velik krog tudi mojih prijateljev se je glih tukaj znotraj SDS-a oblikoval, pa sem glih zaradi tega hvaležna, sem bila pol s tem lažje greš tudi nekam na neke dogodke, ko spoznaš ljudi, hkrati imaš pa okoli sebe neke, ki so podobno misleči, pa imajo neka podobne vrednote, prepričanja, ki pač pa lažje gre skupaj z njimi, ja, ne. Ja, ravno ta družba je po mojem tak glavni akter, da sem mlad. Mislim, itak je že tako trend, ne, da gre v konzervativno smer, ampak družba je pa... Ja, top. Ok, tretji moment je v bistvu bila predstavitev našega programa in pa naših kandidatov v Odiseji. Aha, ja. Si bila tam? Bila sem tam in sicer, ko je Janša z Urško dol, tak so dol šla proti odru. To je bilo v bistvu v tej kinodvorani, potem sta ona dva prišla po stopnicah dol, sta sedela v prvi vrsti in to je, tudi meni se mi zdi, mislim, tako itak, v bistvu predstavitev programa, vsi so čakali celo kampanjo, da se bo pač ta program predstavil, da pač prišle so medijske hiše pogledati, ne vem, se je zdel tak, ne vem, mogočen moment, zato ker smo tudi mi člani v bistvu čakali, da končno vidimo, v kere smernice v bistvu bodo naš program, ne, in ne vem, meni so se pričakovanja izpolnila, no. Ja, meni so se pričakovanja izpolnila, ampak jaz še ne morem imeti tega, ko je mi Janša dol z Urško prišel. Ko so ljudje ostala, ne, koliko so... Zaradi tega, ker sem jaz ta video, jaz sem posnela in pa smo vem, da je, veš, video je edital ven z tega videa, ko sem ga jaz snemala. In sem bila toliko ponosna na sebe, ujela sem ta moment. Ampak ja, vsi so se ostali, ploskali, bili veseli. Mislim, ja, zaradi tega, ker v bistvu je on nek temelj zgradil, ne, v tej naši stranki. In pač sem ga tudi z tega vidika pa spoštujemo toliko bolj, ne. Ja, normalno je. Sploh pa bodimo realni, ljudje so ful navdušeni nad Urško. Urško imajo to krati. Ja, zaradi tega, ker je taka elegantna dama. Ja, no, sej tudi, če se spomnimo, ko sta bila ona dva na soočenju na Pop TV, Urška je prišla, Tina ni prišla in pol tudi ona, ki je v bistvu povedala stvari, jih je povedala na tak strokoven, sofisticiran način. Ja, pač ima to eleganco vse, pa nežnost, ko pol pokaže. Mislim, da da tako res lepo energijo, ne. Ja, tako, tudi naši pritegne. Sorry. Ne, ki te pritegne, ne. Ja. Tudi naši kandidati so imeli pač na ta dan prvo priložnost, da so javno nastopali in so imeli tudi priprave in tudi nek tak prvi preizkus, da so povedali tisti en stavek, ki so jim ga dali z programa, ne, za nekaj je bil tudi to challenge. In je tudi to bilo tako lepo videti eno tako močno zasedbo, no.
Ja, se strinjam, jaz se spomnim to, kako so tisti kandidati naši pol to vadili in smo videli, ne vem, Luka Simoniča, veš, kaj je, ki obvlada, se mi zdi, da to je neko javno nastopo, nekako to samozavestno povedal, da to je bilo res dobro. Tako da jaz sem se veselila vsake sobote, ko je bila delovna, ali v Mariboru, ali v Ljubljani, ne. Če že govorimo o decentralizaciji. No pa tudi tako, ne, mi smo v bistvu res ena redkih strank, ki je v resnici imela 88 kandidatov, ne? Ja. Za poslance, ne? Ker večina strank, mislim, da mnogi niti nimajo toliko članov. Ja, da bi pač lahko kaj šele naredil neko strokovno zasedbo, ki pač res lahko neki da tudi Sloveniji in državljanom. Ja, mislim, da se to pač vidi potem, ker toliko dolg stranka že res deluje in itak, da se s časoma ljudje pridružijo in več je ljudi, več je nekih pametnih glav in več strokovnosti. Vsak verjetno, da ima neko svoje področje, ki ga malo bolj pozna in smo pa tako povsod, ne? Ja, normalno. Sej tudi ravno zaradi te strokovnosti smo lahko zdaj tudi v bistvu naredili neko skupino ministrov, ki se po mojem mnenju res zelo strokovno podkovani. Tudi marsikdo ne iz poslanskih vrst, ampak pač čisto izuna. Sploh ne iz politike, a najmanj si to super, zaradi tega, ker res veš, da pač se bo zavzemal za to svoje področje in da bo probal tam nekako svojo strokovnost obdržati, ne pa da se bo zdaj politično začel izražati. To se pač strinjam s tabo, ja. Ok, greva naprej. Pa pojdimo. Drugi moment, meni osebno najljubši, je pa bil, ko smo mi prišli presenetiti predsednika Janeza Janša pred Pop TV po soočenju. To je bil v bistvu zadnji dan, ko smo bili s kombijom, a ne, to se prej omenila, ko smo bili v bistvu v našem okraju, Kranj 3, mi smo šli po Cerklah, Šenčur, te konci in potem smo se odločili, da gremo presenetiti predsednika, ki je bil prisoten na soočenju na Pop TV-ju. Ja, jaz se v živo spomnim tega, ko smo se odločali na terenu, smo bili res prvas na Cerklah. Že tak je bil cel dan, tist dan je bil tako čustveno nabita, ker smo vedeli, da je to zadnjič danes, ne. Tak danes je zadnjič, jutri ne gremo več na teren. In ko si nekaj časa v tem noter, je res bilo dobro biti na terenu in skupaj. In ko si vedel, da je zadnjič, jaz vem, da sem bila malo tako raznežena, pa se veš, ko smo spol uživali, ne. Ja. No in ko smo se odločili, da bomo šli Janša presenetiti, jaz sem bila ful vesela. Pa so še prišli ostali fante s harmonikama, ne, da smo ga tam pričakali. Ja, mi smo v bistvu s kombijom prišli in smo imeli harmoniko in potem, ko je prišel gospod Janez Janša, smo mu zaigrali katero pesmico že. Neko slovensko. Vem, da najprej smo eno zapeli. Slovenija je domovina moja, povem, da smo verjetno, da res. Dan se mi cel dan poje. In pol je bila v bistvu še Golica in je predsednik tudi zaplesal. Ja, sklejal. Pa pol je prišel k nam med zastavo. Je bil pa res ganjen, no. Ja, in meni se zdi, da glih to vse je bilo na koncu vreden, zaradi tega, ker smo videli, koliko je dejansko to našemu predsedniku pomenilo, koliko je bil zadovoljen, srečen in pa tudi malo ponosen. Meni se zdi, da smo mi tudi bili malo razlog, če lahko nas pohvalim, da je on tako dober nastop imel med kampanjo, pa da so tako dober na soočenih držav. Pa meni se zdi, da se to pač tudi videli pol na koncu, kak govor nam je namenil in da je bil res srečen. Ja, jaz bi rekla, da v bistvu prvo bi res rekla, da nas ima res rad. Da nas tudi zelo spoštuje, da spoštuje naše delo, da je zelo spoštoval ta podcast in da je tudi to omenil enkrat, da je bila to zelo inovativna ideja, da na naslednjih volitvah pričakuje, da bomo še naprej tako inovativni, da bomo še kaj novega pogruntali, ne. In ne vem, se spomnim, da je pač tudi solza pretekla takrat, ko je prišel, ko nas je videl. Ja, je bil čustven, čist, ja. Mislim, to je verjetno tudi pač neka posledica tega, da si že zmatran, da je v bistvu to bilo tik pred volitvami, zadnje soočenje, a ne, zmatran si tam na TV-ju, te v bistvu blatijo, ti ne pustijo, da govoriš, vse je proti tebi obrnjeno in potem te odzune pričaka neka skupina ljudi, ki je v bistvu tvoj dom, ne. Ja, pač, ki ti dejansko pokaže podporo, ne glede na to, kaj bo, kar je bilo in to se je poznalo pa na koncu. Ja. Tudi pol se spomnim, da je on v bistvu tudi objavil posnetek na Facebook in je napisal nekaj v smislu, da s tako mladino Slovenija ima prihodnost, nekaj v tem smislu in se spomnim, da sem si rekla, wow, pač sem vesela.
ko si še prej rekla, ne, da bomo mogli za druge čez 4 leta imeti spet take inovativne ideje. Še sreče, da imamo toliko veliko novih mlajših članov. To pa je tudi res, ja. Več spet pametnih glavcev. Ja, se to res, pa tudi take ideje, ki imamo mladi, tega se nihče ne more iti. Ne, pa več, ker nas je, ne, še več ideje. Ja, pa bolj smo močni, tudi ko si prej omenila, ne, kombik. Pač kaj bi mi naredili, če ne bi nas toliko bilo? Ja, zaradi tega, ampak jaz vem, jaz sem še vmes delala, pa faks, vseeno, ampak jaz sem komaj čakala, da bom, jaz sem si prosto vzemala v službi, mislim, ker sem študentka, študentka, da sem lahko šla na pot zraven. Ker meni je bilo to, jaz sem komaj čakala, da grem na teren. Ja. Se strinja s tabo, res je bil tak zelo lepi momenti. No, lepe momenti, lepa izkušnja, pa tudi veliko smo se konec tudi naučili. Mogoče tudi na kak način z določenimi ljudmi pristopati, a veš, ne, niso vsi mogoče toliko dostopni, ampak ko si se pogovarjal nekaj časa, si videl, da te sprejema, ne? Ja, pa tudi ne samo, da je imel predsednik kakšne slabe izkušnje, tudi mi na terenu smo naleteli na ljudi. Se mislim, da si lih ti enkrat razlagala. Kaj ste že imeli? A povem, delim. Ja, valjda. Okay. Ja, pa če smo malo včasih lahko dolgi jezik. Ampak takrat res ni bilo nič takega. Bili smo že zmatrani, bili smo v Murski Soboti, zmatrani, ker smo se že zgodaj mogli ostati, da smo šli v Mursko Soboto. In pol smo rekli, ajde, gremo še na eno kavico, preden gremo nazaj domov, ne? Pa na stranišče nas je vse tišali. In pol zberemo tam na ključno en lokal in že tako, ko smo hodili, smo videli, da so nas videli, s kakmo kombijo smo prišli in da smo dobivali malo take neprijetne, nezaželjene poglede. Ampak, ko smo prišli noter, so se v bistvu začelo nas nekako spuščati, pač, a veš, tisto. Ja, kaj pa vi, kdo ste, pač tako ful je bilo neprijetno, pa predstavljali si sam kavo, si hotel spiti, nisi hotel z nobenim pogovarjati, na stranišče iti in domov. In pol so prihajale žaljivke, mi smo še vedno sam gledali, smo še hodili, da se bomo sedeli, smo pač probali, in pol pa tisti šef, ki je bil rekel v smislu, da kaj, ne pa res, kaj pa vi, a ne predstavljate, kaj zagovarjate, vem, da Karin pol začela nekaj razlagati in z druge strani lokala se je en začel dreti pa nas žaliti, pa pač čez Janšo tudi klet in jaz sem pač rekla, pol smo pa mi tisti nestrpni. In pol se je on moški vstal, se v nas pustil, on lastnik lokala ga je nazaj držal, še ta Bine je tudi tam, ampak mislim, da on bi dejansko takrat mene udaril, če ga ne bi nazaj držal. Ampak fora v tem je bila to, da jaz sem sam rekla, pol smo pa mi tisti nestrpni. Ampak jaz tukaj nisem zaključila, jaz sem pa še to enkrat rekla, lejte, kako se obnašate. Mislim, kdo se tukaj obnaša podivjano. Mislim, zaradi tega, ker da ne smeš iti na stranišče, ker te en tak napade. Ja. No, tukaj smo pa mi zaključili, smo se obrnili, smo šli in smo pa v Savinjski šli tukaj pri nam v Šempetru na eno pijačo. Smo klicali še moje starše. To ni... Ampak point tega je, da mi, ko smo pa prišli v Savinjskih namah te gostilni, so pa prišli do našega kombija, fantje mladi in se učlanili pri nas tam. Tako da, lej, če ne najdeš kandidata, moraš iti sam pogledati malo na drugo mesto, se bo tam drug najdel. Se tukaj bi tako rekla, ne mislim, da se sploh nekdo spušča na tak nivo. Dober, ti nisi za SDS, ti je Janša, ti ni. Ampak da pa ti greš neko mladino, kot si rekla, na neko kavo prišla, sem zato s kakšnim avtom se je pripeljala, je pa tudi malo tako. Mislim, a ne, itak verjetno, da je vedel, a ne, res kaj podpiramo, kje smo, ampak to ti ne da nobenega razloga, da se ti tako obnašaš. Jaz se ne bom do nobenega nesramno obnašala ali pa na kakršenkoli način zaničevala, če ima nek drugačen pogled. Spoštujem to, se pač ne bom z njemu spuščala v neko tako debato, ki bi lahko ven prinesla nek konflikt. Ampak to je pa to, me ne moti. Naj dela, kar hoče, ampak pač ne. Ja, mislim, se koncu živimo v demokratični in svobodni državi in pač ti se lahko pelješ ali z avtom, ki ima Janeza Janšo gor, ali pa pač z rdečim avtom, ali pa z rumenim, ali pa zelenim, ali pa kaj svem kaj, ne. Ja, in jaz to mislim, razumem.
Pa spoštujem. Naj vsak dela karkoli hoče delati. Zato pa jaz ne razumem, mislim, da bi jaz enega napadla, ki bi prišel noter v neko gostilno. Jaz si sama sebi to ne predstavljam in ne razumem. Ampak takrat vem, da smo bili vsi, tako smo bili sam pretreseni, šokirani, ko se je kar zgodil. Ampak ja, to je edina slaba izkušnja bila. Overall so bile same, mislim, večinsko lepe. To je bila edina slaba izkušnja. Ostalih je pa tudi res na terenu, pač se zgodi marsikaj in tudi take stvari se zgodijo, ko si pač prisoten med ljudmi in tudi to je treba požreti. Točno to je treba požreti. Sicer je res to, da jaz pač požerem, ampak tukaj se pa nisem mogla zadržati, ker se je obnašal toliko agresiven, da nisem pač moja napaka, ampak jaz sem sam rekla, pa smo pa mi nestrpni. Ja, ampak si imela point. Ja, ne. No, dobro, gremo zdaj še na najboljši moment in to je seveda, ko je Janez Janša postal predsednik vlade. Ja. Se spomniš? Ti si bila tudi v parlamentu. Ja, sem bila, Kakšno je bilo vzdušje, kako ti je bilo? Ja, vem, da so nas na balkon spustili glih, ko se je v bistvu, ko so se glasovi prešteli, takrat so vsi začeli ploskati roke, veš, tisto. Ja, veseli. Pač res smo bili veseli in tudi mladina tam gor smo pol, veš, slikali, snemali, pač tako pravo vzdušje je bilo, ampak se smo vedeli, da bo. Pol smo se tudi, smo šli proslaviti v nek bar, tam v Ljubljani, smo bili na cesti odprti, ljudje so mimo hodili, so se hoteli slikati s predsednikom vlade, in je bilo tako res... Bilo je pravo doživetje. Ne, če nisi tam, ne razumeš, koliko je. Posebej, če delaš za to, ne. Jaz razumem, da mogoče enemu to ne pomeni toliko, ali pa mu ni toliko pomembno, ko ni v tem noter, ampak če si toliko velik časa, pa prostega časa vložil v to, pa pomagal, se ti gre za stvar, pa ne, si zato toliko bolj vesel ali pa ponosen bil na to, ne. Pa tudi, če pogledava, ne vem, od volilnega dneva, ko smo bili v bistvu na tisti večer precej razočarani v taki negotovi situaciji, smo bili tudi tako par tednov, smo bili v bistvu zelo takmu negotovemu obdobju, ker nismo vedeli, kaj se bo zdaj zgodilo, bo Golob uspel narediti vlado ali ne bo uspel in potem ali bomo mi lahko, ali bomo lahko se zmenili z vsemi koalicijskimi strankami, da pač bo to šlo, in na koncu nam je uspela, in ne samo, da nam je uspel, tudi sestavili smo res dobro vlado, močno vlado, imamo tudi, ne vem, dobro ministersko zasedbo, in tako, res lepo, ker smo toliko truda vložili, tako, kot sva rekli, prvi moment, tisti najboljši je bil res ta kombi, in kam nas je to pripeljalo, koliko smo delali za to. Dejansko vidiš, da z delom se veliko lahko doseže, z delom pa z neko energijo, voljo, pa hkrati tudi z mladimi. Ja, normalno. Vsi mladi smo bili tisti, ki smo v bistvu to kampanjo. Ja. Naprej vлекali. Ja, pa devali pobude nove, naprej tišali. No, vlada zdaj že tudi zelo aktivno dela, če ne drugega, smo imeli zdaj v bistvu to proslavo ob dnevu državnosti. Kakšna se ti je zdela ta proslava? Sama proslava zelo lepa. Naprimer tisti konji, ki so prišli gor, pa ko so deklamirali razne te pesmi, pa na tistim okno gor. Pač ful lepa proslava, res mene je ganila malo, jaz sem tudi snemala malo za socialno mrežo. Ful lepa proslava, Janša mi je imel zelo dober govor, medtem, ko sem bila pa zelo razočarana nad predsednico. Gospa Musar se mi zdi, da je že kritizirala to vlado, ko je šele na začetku mandata, ko bi mogla ta dan posvetiti bolj naši zgodovini, našemu rodu, se pravi državljanom, pa mogoče malo bolj obeležiti tiste, ki so šli skozi tisto državljansko vojno, ki je bila mogoče malo več časa pa govora temu nameniti, ko pa temu, kar je v bistvu bo ta vlada probala narediti. Oni so v bistvu nam učitelj, da mi razdvajamo, da mi ta praznik delamo samo za domobrance in ne vem kaj, za naše pol in to, ampak potem pride predsednica, ki je sicer predsednica vseh nas, ampak so jo oni izvolili in naredi govor in govori o davkih, o NVO-jih in take stvari. V bistvu, a ni tudi omenila Palestine?
Tudi je, ja. Ali v tem smislu je govorila, da se nekatere države še zdaj... Ja, o genocidu pa o tem, da nekateri še zdaj nimajo svoje države. Mislim, se razumem, samo meni se zdi, da Timor ne na tak dan in ne na taki neki ogromni proslavi, kjer tvoji državljani pričakujejo od tebe, da jim boš dal neke spodbudne besede, hkrati pa povedal pomembnost zgodovine tistega našega praznika. Ne pa, da ti kritiziraš nekaj, kar se še ni zgodil, ali pa v bistvu na tak zelo očiten način se opredeljuješ. Ker ona da se še do zdaj ni toliko zelo močno opredelila, kot se je na tem govoru. Mislim, se je, ampak to je bilo pa na tak pomemben dan, ko ne je bilo treba, ko bi lahko počakali. Vsi razumeš, ne, pač ideološko vsi vemo, da pač nismo na isti strani, ampak vendarle je to pač proslava ob dnevu državnosti, pač prišli so gledati državljani vseh polov in Slovenija je pač naša domovina, ne glede na to, kam pašaš in pač to je bilo zelo neprimerno. Meni se tudi zdi, da je bilo neprimerno in jaz sem bila dosti razočarana. Mislim, ko sem gledala po publiki ljudi, so bili tudi ostali razočarani. Vsi pol so v zadnji slišali tiste žvižge, ki so jo, ne. Sicer to pol rečejo, da smo mi spet tisti, a veš, kaj mislim, samo spet pa ne moreš ti vplivati na ljudi, a ne. Ja, in vem, tudi ljudi je treba poslušati, če so ljudje očitno izrazili svoje pač občutke glede tega govora, je pač mogoče tudi čas, da ona malo premisli, ne pa da je užaljena. Pa veš, kaj se mi tudi ni zdelo prav. Glede na to, da si ti na neki taki visoki funkciji, najpomembnejši v državi, ne, bi lahko malo lepše oblikoval govor kot pa prva točka, druga točka. In to je šlo do koliko 6 točk. Da naštevaš točke, kakor da smo na nekem izpitu, pa moraš po alinejah dati odgovore. Pa se mi zdi, da bi lahko veliko lepše to izvedla. Razumem, ampak overall pa programsko pa... Ne, programsko je bilo pa zelo dobro. Dost naše mislim, neke zgodovinske vsebine, nekega poučnega dela, pa hkrati tudi ponosa. Tako se mi zdi, da je bila res naša kultura na nek način predstavljena. Okay. Ja. No, Gaja, hvala ti. To je bilo 5 best moments. Smo jih malo podaljšale. Tako da hvala vsem, ki ste nas gledali in ste spremljali to neko novo sezono podcasta. Mi se zdaj čez poletje poslavljamo in se vidimo zopet septembra. Tako da do takrat pa vam želimo lepo poletje. Uživajte na dopustih, pa se vidimo kmalu. Čau, čau. Adijo.